Najprej želim, da si zamišljate eno situacijo. Torej, zamišljajte si, da ste ta trenutek v operacijski sobi. Torej, tukaj smo in glavni kirurg je pravkar začel operacijo. Ta operacija je ekstremno zahtevna in gre za življenje ali smrt. V ozadju z rdečo kapico vidimo asistenta. To je mlad človek, ni še kirurg, je pa asistent, ki je svež s faksa, prišel s polno idejami in novimi praksami in kirurškimi postopki in pravzaprav ta opazuje to operacijo. Kot vemo, v kirurških ekipah, v zdravstvu še posebej, je hierarhija zelo toga in kirurg je tisti alfa in omega. Kirurgu se ne oporeka. Kirurg je tisti, ki najbolje ve, najbolje zna, vsak ima pa svoje mesto in ne oporeka. Kirurg stori napako. Asistent jo vidi, a nič ne reče. Posledica te operacijske dvorane je in te napake je, da pacient umre. Seveda, velika napaka ali pa samo pomanjkanje enega koncepta, ki ga je Amy C. Edmondson opisala kot psihološka varnost. Ni strte zvito, tudi Amy C. Edmondson je, poleg tega, da je veliko svojih raziskav namenila prav zdravstvenim ustanovam in inštitucijam in je raziskovala pojav psihološke varnosti v ekipah, ki se odraža na tak ali drugačen način, kot smo ga prej tudi videli. Tragična zgodba, pa vendar na žalost je resnična in tudi danes pacienti umirajo na kirurških mizah, ravno zaradi tega, ker si nihče ne upa povedati nekomu, šefu, da ne dela prav. In v Harvard Business School imajo mnogo researchov, se pravi mnogo takih raziskovalnih skupin in Amy C. Edmondson se je osredotočila prav na to, na fearless organization, se pravi na organizacijo, v kateri ljudje zaposleni nimajo strahu vodji povedati, da nekaj ni v redu, da nekaj se ne dela prav, da bi lahko bilo kaj drugega boljše. In tukaj je nekaj primerov, kako Amy C. Edmondson v knjigi Fearless Organization to opiše. Pravi, da je psihološka varnost nekaj, kadar ljudem ni težko spregovoriti, dajati ideje, spraševati vprašanja, brez bojazni, da bodo kaznovani ali osramočeni. In zdaj to je lepo zapisano, ampak kako se na sestanku to manifestira? To se manifestira na ta način, da šef pride, pove 3-4 točke agende dnevnega reda, vsi so lepo tiho, pokimajo, šef gre ven iz sejne sobe in enega vpraša, kaj ste pa imeli, pa on reče, ja, sestanek, ful je bilo fajn. Potem ostali zaposleni pridejo pa ven, pa vprašaš zaposlene, kako pa je bilo, jaz zdaj pojma nimam, kaj mi bi naj naredili, ta vedno neki strese na nas, pa kar pričakuje, da bomo mi vse vedeli, pa vse znali. Ja, ampak zakaj pa niste nič rekli? Ja, ker se šefu ne ugovarja, ker pol izpadeš butast, pol izpadeš, kot da imaš neumna vprašanja, pa pol na konci raj tiho, pa se raj mal ne izpostavljaš. In če ste se zdaj ob teh stavkih malce nasmehnili, kruta resnica je, da je tega še vedno vse preveč v ekipah, v organizacijah širom Slovenije. Prav tako Amy C. Edmondson psihološko varnost okarakterizira kot visoko takrat, kadar imajo ljudje občutek, da so pa spoštovani in vključeni, da njihovi delovni prispevki in mnenja štejejo. In to je tudi tisto, ko se kadroviki sprašujemo, ja, pa zdaj generacije Z, pa prihaja še alfa generacija, in tako naprej. In kaj bomo morali vse mi narediti za to, da bo to organizacija, katera bo pritegnila mlade talente, ker zdaj se je igra obrnila. Zdaj več firma ne izbira zaposlenih, zdaj zaposleni izbirajo firmo, še posebej mladi. In če odnosi niso v redu, je lahko employer branding ene organizacije še tako krasen, ampak ljudje grejo zaradi vodje in grejo zaradi odnosov v ekipi. In prihodnost je gotovo v krepitvi tega pomembnega koncepta, ki se mu reče psihološka varnost. Pa zakopljimo še malce globlje v to tematiko.
Tudi Richard Branson nazadnje je rekel, najprej poskrbite za svoje zaposlene, ki bodo šele na to lahko poskrbeli za vaše stranke. Zdaj seveda, če je nekdo bil ravno na sestanku s šefom in šef ga je najuril, po domače povedano, ta pride ven iz sejne sobe, nervozen, še 2 uri razmišlja o tem pogovoru in potem pride do stranke, ja seveda kako, a se bo smejal, bil dobre volje, ne bo, a ne? In prav zato je toliko pomembno, kako delamo z vodji, kako vodje razumejo to, da je psihološka varnost pomembna, da je to lepilo in gradnik vsake dobre ekipe.